in lepo pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da smo se zbrali v tako velikem številu, kajti kaže, da smo na dnevni red z združenimi močmi uvrstili pravo temo. And warmly welcome to our dear guest, Mr. Daniel Blec. Torej, zakaj smo združili moči? Danes smo kar 30 organizatorji, kot je Anja povedala, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje in Urad za intelektualno lastnino. Zato, ker smo na dnevni red uvrstili v Sloveniji res še relativno novo temo oblikovanje storitev, ki pa je celostno, interdisciplinarno in mora biti tudi dobro načrtovano področje. Torej, zakaj Urad za intelektualno lastnino, ko govorimo o oblikovanju storitev, se seveda takoj srečujemo s številnimi vprašanji varstva intelektualne lastnine. Moram povedati, da smo imeli prej eno krajšo novinarsko konferenco in smo res ugotovili, da je zelo kompleksno področje. Zakaj Muzej za arhitekturo in oblikovanje? Vemo, da v njegovi organizaciji poteka že 23. bienale oblikovanja in torej oblikovalska stroka je seveda tukaj. In zakaj Regionalna razvojna agencija? Zato, ker smo pobudnik in skrbnik razvoja Ljubljanske urbane regije. Ljubljanska urbana regija je namreč regija, ki je umeščena v osrednji Sloveniji in združuje 26 občin Ljubljanske urbane regije. Tu živi kar 25% slovenskega prebivalstva in se ustvari skoraj 37% slovenskega bruto družbenega proizvoda. Torej, agencija je povezovalni faktor v tej regiji in seveda je med našimi številnimi aktivnostmi potrebno, da imamo odprte oči za razvojne priložnosti in seveda med drugim smo udeleženi in vodimo kar nekaj razvojnih projektov, ki so večino z nama tudi sofinancirani z evropskimi sredstvi. In eden od teh projektov, ki je pravzaprav krivec, da smo danes tukaj, zato ker v ospredje postavlja prav vsebine oblikovanja storitev, je CCS, ampak ob njem nam bo več povedala kolegica Tina. Mogoče tu v tej lepi dvorani, kajti mestna občina Ljubljana je tudi tu blizu, so in naš ustanovitelj in soustanovitelj ZBIA, tako da nič ni slučajno in vse nam kaže, kako velika potreba potem, da smo interdisciplinarni, da se povezujemo, nas čaka v prihodnosti. Torej, ker je tukaj veliko ljudi, ki vsi vedo o teh vsebinah, o katerih bomo danes govorili mnogo, pa tudi mnogo več kot jaz sama, bi želela upozoriti samo še na eno dejstvo. In sicer Evropska komisija je pred dnevi objavila predlog strategije za razvoj kulturnih in kreativnih industrij v novem programskem obdobju in seveda je močno poudarjeno, da je tem panogam potrebno dati primerno pozornost in skozi ustvarjalno Evropo obljublja, da bo namenila v obdobju 2014-2020 dobro 1,8 za podporo tem industrijam. Govorim o Evropski uniji, da ne bi zdaj razumeli, da gre za Slovenijo v tej vsoti. In seveda tu znotraj kreativnih industrij vemo, da je pač oblikovanje eno pomembno področje. Tako da mi seveda tega področja v razvojnih dokumentih, ki jih pravkar začenjamo pripravljati za obdobje 2014-2020, teh vsebin ne bomo spregledali in skušamo vas prepričati, da je res prav, da smo danes tukaj, kajti oblikovanje storitev je mnogo več kot ena od
med nami že vidim udeležence okrogle mize, da bodo lahko sledili teoriji, nas potem prepeljali v prakso, tako da bi vsem zaželela uspešno in prijetno delo in še enkrat pozdrav v imenu Regionalne razvojne agencije. Hvala.